Mateja Perpar, pasje dogodivščine Šnufa in Tace. 2. Slastna kost. Nekega dne se Šnuf in Taca nista mogla sporazumeti glede kosila. Vsak je dobil precej veliko govejo kost. Taca jo je takoj odnesel na vrt in zakopal za hude čase. Šnuf pa je svojo pojedel. Nato se je obliznil, in jo tudi on mahnil na vrt, kjer je Taca ravno končal z zagrebanjem. Kaj pa imaš tu, prijatelj? Se je delal neumnega Šnuf. Kost, Je bil ponosen Taca. Tega pa ne verjamem, je zvito pripomnil Mali. kako da ne? Izkopal jo bom, da boš videl, se je branil Taca. In res, izkopal je kost, toda kakor hitro se je prikazala iz zemlje, jo je Šnuf bliskovito pograbil in stekel stran. Taca se je pognal za njim. Divjala sta med drevesi, ob ograji in po gredici z jagodami, renčala in grčala in se zmerjala. Tat, zmikavt, še ne. Se je drl Taca. Pesjan, je pridušeno zagrčal Šnuf in smuknil med grmičke, kjer ga Taca ni mogel doseči. Taca je stekel okoli grmičja in hlastnil za Šnufovim repom, toda Šnuf ga ni čakal. S kostjo v gobcu je oddivjal nazaj proti hiši, švignil čez teraso v dnevno sobo, potem pa na hodnik in po stopnicah navzgor v spalnico. Hud prekršek, hud prekršek. Sploh, če imaš Tace do kolen od zemlje. Taca je ob vznožju stopnic ostro zavrl. Eno najstrožjih pravil v hiši je zapovedovalo: nikdar v spalnico. Pravilo je bilo treba spoštovati vsaj takrat, ko sta bila člana človeške družine doma. Res, da so se včasih po večurni odsotnosti ljudi znašle na kateri od postelj v hiši bilke trave in mrvice zemlje. Ko sta se gospodar in gospodarica ozirala za krivcem, sta Šnuf in Taca nadvse spokojno ležala pod kuhinjsko mizo in zdelo se je, da mrmrata: midva na postelji? Nikoli in nikdar. Lahko se prepričate, da so najine tace povsem čiste. Mogoče ste na posteljo pomotoma stopili s čevlji. Toda, če so te po naključju zasačili, je grmelo in se bliskalo. Gospodar se je jezil z nizkim glasom in gospodarica z visokim, ki je šel skozi ušesa. Postelje so bile sveta zemlja. In zdaj je v zakonski spalnici na postelji ležal Šnuf z blatnimi tacami in slinasto govejo kostjo. Taca je premišljal in premislil. Tiho je smuknil po stopnicah navzgor in legel pred spalnico na tla. Tako Šnuf ni mogel neopažen pobegniti, gospodarja pa bo prej ali slej prineslo mimo. Pri hrupu, ki sta ga zganjala, je gospodar prišel prej, to je takoj. Ni bilo treba biti indijanec, da si izsledil odtise 8 blatnih tac, ki so vodili proti spalnici. 4 tace so ostale pred vrati, nanje je bilo pritrjeno veliko svetlorjavo telo in glava, ki se je delala, da spi. Kje so bile druge 4, veste. Šnuf je bil tako zatopljen v svoj plen, da ni opazil metle, ki se je znašla ob robu postelje. Vsaka metla ima 2 konca. Enega, s katerim pometamo, in drugega, za katerega držimo. Držaj je imel v rokah gospodar. Šnuf se je znašel na pometalnem koncu.
Taca je prizor opazoval izza vrat. Gospodar je z metlo kresnil Šnufa po zadnji plati, da je kar zagrmelo. Šnuf je izpustil kost in si poskušal rešiti kožo oziroma dlako. Skočil je s postelje in počepnil ob stranico. Ko je gospodar z metlo pridirjal okrog, je Šnuf bliskovito skočil nazaj na posteljo, pograbil kost in skočil s postelje na tla na drugi strani. Metla ni bila dovolj dolga, da bi ga dosegla, in ucvrl jo je skozi vrata. Pred vrati ga je presenetil Taca, mu iztrgal kost in skupaj sta jo pobrisala po stopnicah, kolikor so ju nesle noge. 8 nog lahko teče zelo hitro. Za njimi sta se podili 2 človeški, nad katerima je kakor gusarska zastava vihrala metla, vendar so bile pasje Tace hitrejše in nepridiprava sta jo popihala na varno. Gospodar je odtlej spalnico zaklepal. Vendar, kot boste izvedeli pozneje, tudi to ni vedno pomagalo.